Živjo, sem Jana Pristovšek in danes bom govorila o čustveni manipulaciji in notranjem miru. Kaj imata skupnega čustvena manipulacija in notranji mir? Prav ničesar. Cilj čustvene manipulacije je, da utiša naš razum, da zmede naš notranji kompas, da v nas vzbudi silna čustva in da ustvarja iluzije. Ob čustveni manipulaciji se mi ne počutimo vedno slabo. Čustvena manipulacija obljublja srečno življenje, brezskrbno finančno prihodnost, zdravje, ljubeče medosebne odnose. Mi smo tisti, ki temu verjamemo. Mi smo tisti, ki hočemo temu verjeti in mi smo tisti, ki se odločimo, da bomo temu sledili. In potem slej ko prej trčimo ob trda tla in se počutimo točno obratno, kot smo se počutili prej. Prej smo bili srečni, upali smo, videli smo srečno, brezskrbno prihodnost in zdaj se naenkrat znajdemo zakreditirani, opeharjeni, prestrašeni in stvari niti približno niso take, kakor smo mi prej upali. Znajdemo se lahko v vlogi ubogi jaz. In ne ena, ne druga čustva so bila daleč od notranjega miru. Ko se mi odločamo, je optimalno, če se mi odločimo takrat, ko je v nas notranji mir. Ko najprej čustva predelamo do te mere, da lahko realno in trezno razmislimo. V skoraj vsaki stvari je nekaj dobrega in nekaj slabega. In prav je, da pogledamo dobre strani in pogledamo tudi slabe strani ali pa kritične strani ali pa neoptimalne stvari. Ampak to lahko mi naredimo takrat, ko je v nas notranji mir. In notranji mir je osnova in na tem bi mi mogli graditi in to bi mi mogli učiti naše otroke, zato da bi kot odrasli lahko boljše delovali in funkcionirali. Notranji mir pomeni, da smo mi sposobni uvida v neko situacijo, pa če nam je všeč ali pa nam ni všeč. Ko pa smo mi prestrašeni, ko imamo samo eno možnost, hočem to in nič drugače, potem ustvari iluzijo. Preglasi razum. Naša čustva utišajo razum. Nočem videti, nočem vedeti. Ampak to preprosto ni dobro. V življenju pridemo v situacije, ko nam je lepo, ko smo brezskrbni in ko uživamo. Ampak pridemo tudi v situacije, ko je težko, ko boli, ko ne vemo, kaj bomo naredili, ko nas je strah prihodnosti, ko smo v negotovosti. Ampak ravno ta notranji mir nam omogoča, da v tej drugi situaciji iz tega odidemo s čim manj ranami in s čim manj težkimi posledicami. In zato naj bi bil notranji mir osnova. Koliko smo mi v notranjem miru, to je prvo vprašanje, ki bi se ga mi mogli zastaviti že zjutraj. Če se mi zjutraj zbudimo vsi prestrašeni, vsi tesnobni, takoj še predno zbudimo telo, smo že v službi, kaj moramo, kaj ne bomo, partner, kaj bo naredil, česa ne bo naredil, otroci, koliko bojo nagajali, koliko nas bojo spravljali v stisko. Če mi že zjutraj začnemo tako dan, kako ga bomo šele končali. In to je to, kar bi vam jaz rada povedala. Najprej poiščimo notranji mir, ampak notranjega miru mi ne moramo dobiti zunaj. Notranji mir damo mi lahko le sebi. V sebi mi smo tisti, ni človeka na svetu, ki bi v nas lahko ustvaril notranji mir.
to lahko naredimo samo mi sami. In da mi nismo v notranjem miru, je seveda posledica naše preteklosti, je velikokrat posledica odraščanja, naše mladosti, našega otroštva. Je posledica vseh preteklih ran, je posledica slabše samopodobe, ki smo jo zgradili zaradi mnenj drugih, zaradi preteklih izkušenj, zaradi svojega otroštva, ker starši morda niso najbolj optimalno ravnali z nami, nam niso dajali pravih sporočil. Ampak kot odrasle osebe smo odrasli, lahko poskrbimo zase. Če lahko skrbimo za svoje otroke, lahko še toliko bolj skrbimo zase. In predvsem smo dolžni poskrbeti zase. Če že ne zaradi sebe, zaradi svojih otrok, ker boljši, ko smo mi, več notranjega miru, kot je v nas, boljši starši bomo svojim otrokom. In to si otroci zaslužijo. In naši otroci so vredni tega. In če se jaz vrnem nazaj k notranjemu miru, kaj kali naš notranji mir? Zakaj mi padamo na manipulacije? Zakaj smo mi odvisni od čustvenega manipulatorja? Zakaj dovolimo čustveno manipulacijo? Zato, ker v nas nekaj potem hrepeni. In tukaj ne pomaga vloga ubogi jaz. Mi smo tisti, ki vztrajamo z nekim čustvenim manipulatorjem. Jaz sem tista, ki odločam o tem, ali bom jaz manipulatorju verjela, ali bom rekla, ne, tega ne dovolim in tega se ne grem več. Ampak to bom jaz naredila v notranjem miru, ne takrat, ko se bom jaz počutila zavrženo, ko bom razočarana, ko bom jezna, ko bom užaljena, ko ne bom videla nobenega izhoda. Najprej moramo mi poiskati našo vrednost in vrednost ne iščemo zunaj. Vrednost nam ne dajo drugi ljudje, vrednost čutimo v sebi. Dovolj dober sem, zato ker sem. Dovolj dobra sem, zato ker sem. To je dovolj. In na podlagi tega iščemo naprej. Strah. Ni treba, da me je strah. Kako naj jaz odpravim svoj strah? In poiščete načine, metode. Eno vam ponujam jaz, 1000 vam jih ponuja še 1000 drugih ljudi. Poiščite tisto, ki vam prinese olajšanje, ki prinese vaš notranji mir, ki naredi prvi korak k vašemu notranjemu miru. Občutek manj vrednosti. Vredni ste, vredna sem, vreden si. Dovolj vreden sem zato, ker sem. Ne zato, ker imam tako izobrazbo, ker toliko naredim, ker se toliko žrtvujem, ker toliko pomagam drugim, ker se odpovedujem. Vredni ste zato, ker ste, to je dovolj. Krivda. Česa vse smo ljudje krivi? Čustveni manipulator pritiska točno na tiste točke, na katere mi odreagiramo. In najprej mora biti krivda osnova, začetek, zametek krivde mora biti v nas, da lahko manipulator to krivdo sproži. Če imamo mi veliko krivde v sebi, če smo mi zrasli z občutkom krivde, potem manipulator z enim samim stavkom vzbudi cel vulkan te krivde in manipulator že zdavnaj pozabi, čez 2 ure, čez 3 ure, čez 5 minut ali pa čez 3 dni. Manipulator ne ve več za ta stavek, ampak vi ga še vedno premlevamo. V meni, v tebi, v vas ta stavek
še vedno deluje, je ta stavek še vedno aktiven. In 1 uro, 2 uri, 2 dni, 5 dni, 3 mesece, 5 let je v nas še vedno nemir zaradi enega stavka. Kaj, če je teh stavkov 10? Kaj, če se te stavki ponavljajo iz dneva v dan? Kaj, če se te stavki ponavljajo iz meseca v mesec? A veste, koliko daleč smo mi od notranjega miru na ta način? Koliko daleč ste vi od notranjega miru in kako drugače teče moje, tvoje, vaše življenje s tem notranjim nemirom in kako drugače bi teklo moje, tvoje, vaše življenje s notranjim mirom. In tega občutka krivde vam ne more nihče vzeti. Dolžnost, ki jo imamo do drugih ljudi, zato da bojo prijazni z nami, potreba po tem, da smo mi z nekom za vsako ceno, je daleč od notranjega miru. Moč je v nas in močni ste bolj kot si vi mislite. V kritičnih situacijah, v res težkih situacijah se pokaže notranja moč in če pogledate zgodovino, kaj vse so ljudje že preživeli. In to je ta notranja moč, ki je v vsakem človeku. Je v vas in če hočete do nje, se morate najprej umiriti. Najprej odstranite ves nemir, odstranite strah, spraznite svoje telo vseh nepotrebnih, nepomembnih misli. A veste, kako preprost postopek je, da spraznimo glavo in kako fantastično se potem počutimo. Zdajle izgleda tako, kakor da jaz manipuliram z vami. Obljubljam vam nekaj, česar vi ne verjamete. Ampak vse to vi lahko naredite sami. To je v vas. To je vaša moč. To sposobnost imate in to naredite. Notranji mir je osnova in notranji mir ni dolgočasje. Notranji mir je preprosto sem, tukaj, zdaj, ne v preteklosti, ne v prihodnosti, ne v strahu, ne v evforiji in neskončni sreči. Notranji mir je osnova in prvo vprašanje, ko se zjutraj zbudite, naj bo, koliko sem notranje miren. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi na vse navadimo. In mi se navadimo na slabo počutje, navadimo se na nemir, navadimo se na tesnobo, navadimo se na stisko, mi se navadimo na vse. Zato se navadite na notranji mir. Prav je, da smo veseli, prav je, da upamo, prav je, da skačemo od sreče in zadovoljstva, da se nečesa veselimo. Ampak v vsej tej silni sreči moramo čez dan najti tudi notranji mir. Zato, ker takrat, ko ga bomo mi rabili, ga moramo mi priklicati. Mi se moramo znati postaviti v notranji mir. Mi moramo znati narediti stanje, da smo notranji mirni. Ker pri odločitvah moramo biti notranje mirni, če hočemo, da so optimalne. In kaj ima čustveni manipulator pri tem? Samo to, da nam lahko odpre oči in si rečemo, opa, v meni pa ni toliko notranjega miru, kot si jaz mislim. Čustveni manipulator je samo sprožilec nečesa, kar nam koristi. Upam, da vam je bil ta video všeč. Če vam je bil, bom vesela, če ga delite.
Pridite pogledat v mojo Facebook skupino Čarobni odnos. Preberite knjigo 8 moških, zakaj pa ne in čarobni odnos. Na moji spletni strani je ogromno napisanega. Napišite mi vprašanje, z veseljem vam bom odgovorila. Prijavite se na YouTube kanal in kmalu se spet vidimo. Srečno, bodite dobro in veliko notranjega miru vam želim.